posedovalnost. Ne vem, zakaj je moja življenjska pot nenadoma postala tesnobna in težka. Vse se je začelo z napadom ljubosumja na moje dekle. Odložila je najin zmenek, ker se je raje sestala s prijateljicami iz šole. Takrat so se v moji glavi začele vrstiti podobne izgube in prevzela me je bolečina. Na terapiji sem že govoril o tem, kako pomembno je sprejemati izgubo, ampak takrat sem se počutil zares grozno. Ne razumem, zakaj moram dekle deliti z njenimi prijateljicami, prijatelje pa z njihovimi partnericami. To pravim, da bi se slišal in se zavedal, kako neumno zveni. Prosim, pomagaj mi. Čeprav je to, kot ti praviš, predpotopno, se mi zdi, da imam pravico tisto, kar je moje, deliti z drugimi ali pa tudi ne, in to tako dolgo, kot sam želim. Zato pa je moje. Jorge je odložil čajnik in mi povedal zgodbo. Brezskrbno je hodil po ulici, ko jo je zagledal. Ogromno, čudovito kepo zlata. Vsa je bila obsijana od sonca, bleščala se je v različnih barvah in bila videti kot vesoljski predmet iz Spielbergovega filma. Nekaj časa je kakor omamljen bolščal vanjo. Ima lastnika, je pomislil. Pogledal je na vse strani, a nikjer ni bilo nikogar. Nazadnje se je približal in se je dotaknil. Bila je mlačna. S prsti je drsel po njeni površini in zdelo se mu je, da je na otip ravno tako popolna, kot sta bili popolni njena svetloba in lepota. Hočem jo samo zase, ga je prešinilo. Zelo previdno jo je dvignil in se z njo v rokah podal proti predmestju. Prevzet je prišel do gozda in se napotil k jasi. Po popoldanskem soncu je kepo previdno položil v travo in sedel, da bi jo opazoval. Prvič imam nekaj dragocenega samo zase. Samo zase, sta pomislila oba hkrati. Ko nekaj imaš in postaneš suženj tega, kaj misliš, kdo ima v lasti koga, Demijan? Kdo ima koga?